Lepo pozdravljeni, dober večer. Današnjega gosta bi pravzaprav lahko predstavila kot neuradnega ambasadorja naše države, kot PR-ovca, cheerleaderja. Saj kot pisatelj in kolumnist svoje zadovoljstvo nad našo deželo izraža v svojih delih, v svojih člankih, ne samo pri nas, ampak tudi po tujih zelo znanih medijih. No, najprej sem se zelo prestrašila, ker sem mislila, da bo gospod želel govoriti o angleščini, ampak sam pravi v vseh svojih intervjujih, pa tudi v tej knjigi, ki jo bova nocoj predstavljala, da se je iz spoštovanja do dežele, kjer živiš in ki on reče moja dežela, treba potruditi v slovenščini. Lepo. Gospod Čarni, tujci pravijo, da je slovenščina težak jezik. Kako je šlo to pri vas? No, boste vi ocenili, Pol. Leto večer sem, kakšen super knjižnica imate, o Marija. Nisem sploh vedel, da bo to lepo. Ja, se potrudim, ampak nisem nikoli študiral in mogoče to je glavna težava, ker nimam pojma za končnice, recimo. Torej, mislim, da bi bilo nemogoče pravilno govoriti, ampak važno me razumete, sem čisto vesel. Pa vam je se kdaj zgodila kakšna nerodnost z besedami? Velikokrat, čisto vsak fraza ima svoje napake in recimo zmešam besede velikokrat, recimo bratranec in prebranec. To imam zmeraj težave. Država, družina, narodna, nerodna, ne, naroden. Mi imamo narodni nož v Kamniku in jaz velikokrat rečem naroden nož. Narodna nož? Ja, recimo, ja. Ampak zato, da ne poznam končnice tako dobro in recimo besede zame v moj uho so čist skoraj enake. Torej, to včasih je malo smešno, ampak ljudje so ponavadi dosta odprto in so dosti veseli, da vsaj probam, da zelo so trpležljivi. Potrpežljivi. Torej, popolnoma v nasprotju od Francozi, ki od tujcev zahtevajo popolno francoščino, sicer znajo biti nesramni. Ja, to pa je res, sploh s akcentom. Ni samo, da govoriš pravilno, ampak se lep akcent, drugače ne te šmirglajo. Tukaj vse me šmirglajo lepo, torej sem vesel. No, zdaj že kar precej let živite v Sloveniji, koliko natančno? Mislim, da to je 6 let. 6. Ja. No, verjetno pa ste v tem času že ugotovili, da je v Sloveniji veliko šal, veliko vicov o taščah. Nerazumevanje med snaho in med taščo, pa med zetom in med taščo je kar nekakšen stereotip. Ni vidno tako, tudi sama sem tašča in me je pravzaprav toplo pobožalo vašo posvetilo v knjigi. Kaj je napisal? Napisal je za mojo taščo, te imam orenkrat. No, to ni prav nič tipično slovensko. Verjetno je bila tudi ona vesela, kako da se tako razumeta. Ja, sva ful prijatelja. Mi tipkamo SMS večkrat na dan. Ona mi pošlje slike od Jurčki, da je najdla. Jaz pošljem slike od mojih posilov, ker zmeraj pošljem slike od hrane gor pa dol. Ne, res se dobro razumeta. Tudi sem največ učila pri njej. Slovenščina, ja. Tudi od gobe in potico in slovenščine, tudi ja, vse, ker govorim glavno v angleščine s ženo. Torej, sem res se potrudil, ker sem hotel, da imam globje izkušenj v moj življenju v Sloveniji in zaradi spoštovanja tudi do države. In je pravilno, da govorim, jaz poznam tujci, ki živijo recimo v Ljubljani in res ni nujno, da govori sploh slovenščine za živeti tam. Malo ven iz Ljubljani je druge pesem, ampak jaz mislim, da saj dobro, da probam. In takrat, da sem bil pri moji ženi, pri moji tašči recimo, mi govorimo samo slovenščino. Na začetku smo bili bolj tihi, ampak je šlo. In važno, da je ljubezen in dobre volje, pa vse gre. Tako. In vam Jurčke samo prinese, a vas je naučila tudi gobati? Ne, tudi smo lovili.
da človek lahko lovi gobe, to nisem vedel. Jaz sem sam mislil, da loviš, ne vem, srne ali pa ne vem. To je cel kult v Sloveniji, to sem videl. Ljudje so čist nore za te gobe in lov na gobe in je način meditacija in je šport in vse to. In moj taša čisto vsak trenutek, da je frej, je v gozdu in kot da je izgubila ključe na tlajišče. In ona vidi stvari, da jaz sploh ne vidim. Jaz lahko gledam in ona reče, evo Jurček in jaz sploh nič ne vidim. Torej on ima bionične oči. No, da greva k knjigi, ki jo želiva nocoj predstaviti. Slovenologija. Vaša slovenologija prinaša 38 bistroumnih, komornih zapisov o Sloveniji. Torej, nudi nam pogled na lastno deželo skozi oči tujca, ki pravi, da je to najboljša država na svetu. Če nekdo tako reče, je moral tudi živeti v kakšnih drugih državah. Vi ste? Ja, jaz sem živel, sem računal 8 države, ene 14 mest. In to je bilo za nalaž. Jaz sem iskal novi dom, ker sem Američan, ampak nisem velik fan Amerike, sem zmeraj hotel živeti v Evropi, ampak mi je bilo kar vse v kateri državi v Evropi. In samo vprašanje je bilo, kje bo bodoče gospa Čarni doma. Važno je, ni Američanka, sem vesel. Torej, jaz sem res, ni da sam mislim, da to je najboljša država na svet. Na drugi strani jaz rečem, da ne moreš najti boljšega. Ni da je najboljše splošno, lahko so tudi druge super države, ampak če gledaš in oceniš, in tudi sem raziskoval kvalitete življenja, koliko košta, koliko je varno, čisto, bližino narave, kulturo, odprte ljudje, vse to skupaj, mislim, da ne boš najdel boljše na ta svet. Mogoče na drug svet. Za zabavo bi izbrali tudi Slovenijo? Ja, če sam, preden sem imel otroci in sem, recimo, je bilo bolj pomembno stvari, da lahko delaš po noč kulturni dogajanje, da uživaš, kadaj nimaš noben doma, koga moraš skrbiti. Potem Rim je moj najljubše mesto, Pariz, London, tudi Madrid. Ampak, kadaj smo vedeli, da bomo imeli otroci s ženo, smo odločili za Slovenijo, ker mogoče na en strani je manj skušnjavo po noč, kot recimo v Madridu, da ne greš v klubu vsak noč, ampak tudi ta stvari, da prej niso bili sploh pomembni za me, nisem sploh dvakrat mislil od varnost in čistost, ali pa sistem vrtca, ali pa zavarovanje za zdravje, ampak to pa je res odlično tukaj in zelo pomembno, kadaj imaš družino in zato smo izbrali, da tukaj bo naš dom. Zdaj ste povedali same pluse, tudi minusi so, ne? Kaj vas je recimo... Baje so. Sem slišal šume, res moja urednica pri Beletrini je rekla, ajde, a ni nič negativno. Sem rekel, no pa prav. Bom nekaj izmislil. Ker res sem rojen pozitivec, jaz ne vidim negativne stvari sploh. To je samoobrambni mehanizem, ampak deluje. Ampak recimo vem, da je težko, če nimaš delo, težko sploh najti. Ali pa delo, da ti všeč, ali pa da dobro plača. V Ameriki čisto vsak človek, kdo hoče delati, bi lahko najdel. Vprašanje, če hočeš delati ali pa ne. Tukaj to je ena težava, to pa absolutno razumem. Tudi sem slišal, da politika ni čist rožna dežela, ampak jaz enkrat sem probal razumeti, kako so drugačne politične stranke in sem bil čist zmeden. Potem pa Slovenci so rekli, da tudi Slovenci so zmedeni. In so 30 političari, ki doskačajo iz ene stranke na drugi in vse čaka na svoj možnost, da bojo predsednik in ne vem. In potem, to nič ne me zanima in mogoče to je dobra stvar, ker pa je, da ni super prijetno. Torej, tiste stvari, da niso toliko všečno, mogoče sam ne gledam to globoko. No, so pa mogoče, da ne bova rekli, da niso všeč, ampak so pa razlike med Američani in med Slovenci. Kaj vas je recimo presenetilo?
Kaj se začnemo Slovenci pogovarjati, kar se morda Američani nikoli ne bi? Recimo, velikokrat slišim klepetanje o denarja in to je prepoveden kruh med klepetanjem med anglofonci. Ne se da takole, jaz rečem pri etiketi, pri etiket, da ne smeš vprašati, koliko neki je koštal in ne smeš govoriti, koliko si zaslužil in vse te stvari so neprijetne in to se ne da. In tukaj ljudje so čisto fascinirani s denarjem. In recimo, jaz velikokrat gledam poročilo in jaz moram odpreti možgan, da saj nekaj razumem v slovenščini. Jaz imam drugače, če ne probam proaktivno razumeti, je sam zvok, šum, ja. Torej, če ne gledam direkt, jaz vidim, kaj pokažejo na ekran in nič ne slišim. In čisto vsak noč na poročilah kažejo euros, da padejo iz ne vem, velik kepec ali veliki tazer, da je skozi denar na televiziji priporočila. In tudi hodim okoli in slišim, koliko stvari so koštali, velikokrat je popularno tematika. In ni nič narobe s tem, to je samo drugače. V anglofonskih svet to pa se ne da delati. Tukaj ljudje so nadušni, ajde. Določenih nasvetov se tudi kot Američan ne boste držali, kaj ne? Mogoče tistega, da če se prepotimo pri delu, da nam zelo paše šilce žganja, kar tako, pa še zato, da se ne prehladimo, ne? To ne drži, pravite? To mi všeč, drugače. Jaz hočem držati, ja. Recimo, da imaš en borovničevec za zajtrk. Zdaj sem navadil, sem prišel na slovenski stran. Pri Američani, če piješ alkohol pred kosilo, to je že en znak sumljivost. Tukaj ob 10 en liter pivo ni problema. Torej, to je samo stvar navade. Tudi mi, ameriški telesi so bolj švoh mogoče. Recimo pri zdravju velikokrat slišim stvari, da zame je zanimivo in malo smešno, ker vem, da biologično ni pravilno, ampak je res za nekatere kulture. Recimo, da boš imel, da pri otroci, da bojo imeli težave s trebuškom, če pijejo mrzle pijače. To pa, če to bi bilo res čisto vsak ameriški otrok, bi na skret vsak dan, cel dan. To pa biološko ni pravilno in tudi recimo ljudje nič ne skrbijo zaradi sladoled, ampak mrzle pijače, da so manj mrzlo kot sladoled, pazi to. Ne, mi imamo led na čisto vse, da je čim mrzlejši, tudi pri otroci nimajo nič več težave. Ampak, če cel življenje slišiš, da ne smeš piti direkt iz hladilnih pijače, drugače potem verjameš in afekt pred sebo in je tako. Torej, zame to je zanimivo, to je resno za Slovenci, za tujci ni resno, ampak važe, da nimamo trebušne težave, lahko po želje pijete. Ja. Za nas Slovence je zelo važen tudi prepih. Ja, to ni samo Slovenci, to je evropski stvar. V Franciji Bog ne dej, da bi bilo odprto okno. Ne vem, zakaj v Franciji sploh naredijo okne, da se da odpreti. In klima je smrtno navarna v nekatere države, v Američani imamo ful naštiman klima skozi in ni noben več možnost, da boš bolil. Torej, ja, zame vsak te točke, da so rahlo drugačne, kulturne točke, sociologične, so zame izjemno zanimive. Ampak zato, ker sem profesor raziskovalec, zmeraj hočem vedeti, zakaj. In včasih najdem razlogo, včasih ne. Včasih vprašam recimo Miha Mazzini, ki to ima razlog za vse, ne vem, če so vse pravilno, ampak zmeraj ga vprašam, ima ful dober razloga, odgovor. In zato so stvari, da bi se z veseljem raziskoval, za poširšati moje znanje in globje iti v mojo novo domovino. A potem pravite, da tudi to ne drži, da je pivo dobro za dojenje? To upam, da je. Ajde, recimo, da je. Ne vem, ampak
ne bo te poškodoval. No pa tudi z mokrimi lasmi greste Američani lahko A van. je to tudi tašče čist paničare, če hodim ven demokrate. Ja, mi nimamo te težave. Ja, in zdaj si mal čuden, kako se reče ta ventilator za lase? Fen. Ja. Ja, če se fenaš glavo, si mal čuden že v Ameriki. Torej, to mi nimamo težave, direkt greš v mokre lase ven, tudi v zim, in ne vem, če je Kdo zbolel? ja, mogoče pa, ampak mi nimamo občutek, da je kaj, ker mi gremo čisto vsak dan takole. Sploh recimo študenti v univerzi, starši niso tam za nič reči, torej mi gremo v japonkah, pižame na tečaj, ker živimo v univerzi, mokre lase direkt iz tuš do šolo, in to pa je čisto navadno tamle, torej mogoče je sam stvar navade tudi. Doktor Černik, kdaj ste pravzaprav prvič slišali za Slovenijo? Kaj vas je pripeljalo k nam? Prvič je bilo 2000 in jaz sem živel v Londonu pri en študijski program, sem študiral teater in jaz sem imel Lonely Planet Europe on a Shoestring, to pa je pocen potovanje pri Evropi in vodnik. In je zelo popularno med ameriškimi študenti, da greš na Eurailing potovanje. To pomeni, da kupiš neomejen karta za na vlak po vsej Evropi za določen čas, recimo 2 tedna. Da lahko poskusiš kot buffet več evropejskih mest in države. In jaz sem šel za 3 tedne na ta potovanje, ampak preden sem šel, sem posodil ta vodnik 5 prijateljev, vsak, kdo je že bil na ta način potovanja. In sem prosil za anotacije in ideje gor pa dol. In vsi 5 sami so rekli, da Blejsko jezero je najlepše lokacije, da so sploh videli. Da to je bilo must see. Torej, jaz sem rekel, jaz se spomnim, da sem bil na Budimpeštu, sem rekel, a grem na slovaškem ali na slovenskem. In potem so vsi rekli, da moram iti v Bledu, torej sem rekel, grem tam. In je bilo res čarobno odpraviti se. Sem bil mogoče en dan v Ljubljani in polovico en dan v Bledu in to je bilo to. Ampak to mi je res učaralo, ja, mi ostalo v možgane. No, sicer prihajate iz Nove Anglije, iz New Havena. 79. leta je bil rojen moj gost, za fanta lahko povemo. Že za Novo Anglijo velja, da je pravzaprav zelo odprta za vse, kar je evropsko. Sploh pa vi sami pravite, da ste se nekako vedno bolje počutili v Evropi kot pa v Ameriki. V New Journalu sem prebrala, da ga celo ameriški časopisi označujejo kot ameriškega eurofila. No, ampak za vse to pravzaprav je na nek način kriva vaša družina. Ja, jaz prihajam iz ene socioekonomske skupine v Ameriki, ki idealizira Evropa. In to pa ne rečem, da bojo se selili sem, ampak uporabljajo stvari, da so evropejski, čim več, recimo tržnice, korejna opera, teater, glasba evropejska, restauracije. Mislijo, da kultura sploh je najboljše, najvišje v Evropi in v Ameriki je imitacija evropejske kulture na malo bolj pocen način. In jaz sem šel čisto vsak možnost, vsak poletje v Evropi s družino. Moji starši tudi so več kot polovico leta zdaj živijo v Italiji, smo velikokrat bili na Franciji. Torej je bilo normalno, da bi bil jaz za Evropo. Tudi kdaj sem imel 16 let, prek en študijski program, prek moj internat, podoben kot Erasmus, sem šel živeti v Parizu. In takrat naprej sem vedel, da bi res želel živeti v Evropi. Vaša mama je profesorica francoščine, ne? Drži, ja. No in ko ste bili v Franciji, takrat pravzaprav ste tudi nekako začrtali svojo poklicno pot. Prej ste mislili, da boste dramski pisec? Ja, to je bilo že prej. Jaz sem ob 16 let sem bil pri družini v Parizu in smo bili 15 slovenskih študentov, vsak v svojo družino. In smo imeli tečaj od 9 do 12 vsak dan v francoščine.
Potem so dali, kešem smo šli za jesniki za 2 uri v Parizu, poželjeti, čist svoboden in nor občutek, ampak med 2. in 4. uri popoldan smo šli s profesorica umetnostno zgodovino, da videti umetnost v živo, da ne samo gledaš na ekran, ampak v živo je lažje padati zaljubljeno umetnostjo. Torej smo šli v muzej Louvre in v gradovi in cerkvi gor pa dol. In takrat naprej sem vedel tudi, da me ful zanima umetnostno zgodovino. Najprej sem hotel biti Indiana Jones, kot iz filma. Potem sem vedel, da arheologija ni toliko dramatičen in treba dobro študirati kemija in velikokrat sam praskaš kamne in mogoče ni to exciting, kot sem mislil. Potem sem res študiral umetnostno zgodovino, potem nisem vedel, kam grem za podiplomski študij. Sem dal aplikacijo za študirati umetnostno zgodovino in playwriting, pisanje scenarij za teater. In sem dobil govor, da lahko grem na ali en ali drug, sem bil dobil pozitivne, so mi sprejeli, hvala lepa. In sem izbral za umetnostno zgodovino, ker sem videl, da šola za umetnostno zgodovino je čisto na drugi strani reke Thames v Londonu, kot narodni teater. In da lahko, neroden teater, in bi lahko obedve se ukvarjam, da sem rešil 2-krat na teden na spektakl v Londonu in se da kot študent dobiti ful pocen karte in sem študiral umetnostno zgodovino, torej sem na en način izbral obedve poti. Ampak na literarno pot ste prišli pa najprej z romanom, ne? Tak umetnin? Ja, to pa je res. Jaz sem med študij, jaz sem mislil, da bi rad pisal nekaj in sem najprej najdel agent za scenarij. Ampak on je rekel, da če hočem živeti kot pisatelj, je dosti lažje, če imam roman in če imam kakšno idejo. Sem rekel, ajde bom en pisal. In sem pisal ta Tatu med njim in sem hotel pokazati, kakšen je izgleda svet umetnostjo za oder, recimo v muzej, v art trade, recimo pri auction houses, galerije, vse to prodajanje, študij in sem mislil, da kriminalke je najboljše ključ za odprete vrate. In to sem pisal zaradi tega, ker agent je rekla, da je lažje dobiti denar za roman kot za scenarij. Torej sem rekel, ajde. No, ampak bo kar držalo, ne? V 17 jezikov je preveden roman, če sem prav prebrala, in imajo ga tudi pri nas v knjižnici, mislim, da ga imamo tudi tukaj, ja. In zanimivo je, da piše tako, da se bralci učijo, ne da bi imeli občutek, da se učijo. To je bilo ideja in upam, da je uspelo, ja. No, ampak že od malih nog je moj gost želel 3 stvari. Stanovanje, ženo, ki mora biti Evropejka, in pa psa. Kako je zdaj to prihajalo? Ja, zdaj imam vse, to je kar v redu. Želja izpolnjena. To sem res, sem bil kar nomadičen človek, recimo za več let sem živel v več države in sem zmeraj ob 16 let naprej sem živel daleč od doma, sem živel v internatu, potem v univerzi, potem za podiplomski študij v Evropi in nikoli nisem imel ta stabilnost za naložb, to je bilo užitek, ampak tudi sem iskal mogoče nekaj bolj konstantno, ali stanovanje, ali žena, ali pa sem mi bilo čisto vsem, kateri pride najprej. Torej najprej sem najdel ženo, super, potem ona mi je kupila psa za 30. rojstni dan in potem lansko let smo kupili hišo, torej zdaj imamo vse. Zdaj imate vse. Ja. No, s tem vašim psom je tudi nekaj posebnega. Je zelo poseben, je pruski goli pes, je čist nag in je ful lušten. Ampak ljudje ne rečejo, da je izgleda kot psa. Recimo v Kamniku, če nisi nemški ovčar, nisi psa. Ampak mogoče v Kranju ste že odprti za druge pasme. Ampak on je res izgleda kot, ne vem, srnica ali kot netopirček ali pa kenguru sem slišal.
ali pa Yoda iz Vojnih zvezd. Ja. Ampak psa pa ne. In kako ste se z ženo spoznala? Mislim, da sem prebrala, da je žena precej bolj drzna kot vi, da je tudi ona ogromno prepotovala. Ja, ona je res bolj adrenalinka, ona je živela za 2 leti na Kitajskem, je potovala povsod do Južne Amerike. Jaz sem bolj, moja ideja adrenalin je, da hodim v muzej in 2 kave spijem. Torej smo malo slišali, jaz smo, ok, 2006, jaz sem bil študent v Angliji na doktorski študij, ampak v angleščini mi bi rekli, sem imel mravlje v hlačkah. Ants in my pants. To pomeni, da sem bil preveč v eni lokaciji, sem študiral v Cambridgeu, da je mi bilo čisto luštno kot mesto, ampak sem že bil tam za 2 leti in sem hotel potovati. Torej, medtem, da sem še zmeraj teoretično bil študent, sem živel v Firenzah, Rim, Madrid, Nizozemskem in sem tudi poskusil Ljubljana, ker mi je bilo všeč takrat, da sem potoval. In sem prišel in skoraj noben nisem spoznal, sem spoznal sam par ljudi, ampak sem mislil, ne vem, da bi probal čim več mesti v Evropi zaživeti, da sem tam več časa kot turist, ampak da ne rečem selim tam za zmeraj. Torej sem živel v te 6 evropejskih mesti za najmanj par mesec. In takrat sem imel malo poln kufer s Cambridgeom, sem končal svoj roman in sem prodal in sem imel možnost, da živim kot pisatelj in to je bilo tudi super. Isti jesen je bilo en članek v moj akademsko delo na študiji kraj umetnin v New York Times časopis, da je ful promoviral, kaj sem delal in je bilo super PR možnost, da drugače ne moreš kupiti, sam moraš imeti srečo, da koga zanima, kaj delaš in piše od svojo delo. In istočasno se spomnim, sem bil v Ljubljani, vsak dan sem hodil okoli, sem šel za ledene kave, Slovenci ledene kave, to so ful dobre. In sem pisal in sem imel, ne vem, globoke misli. In enkrat sem pisal Petra Krečič, kdo je takrat bil direktor arhitekturski muzej v Fužinah v Ljubljani in sem rekel, da mi zanima Krečne, če lahko se dobimo enkrat. In on je bil ful prijazen, je pisal nazaj. In smo srečali in smo klepetali in on je rekel, da ima krasne ideje za doktorski študij. Najbolj, če en tweet bi pisal. In poznam kakšen koleg, in mislim, mogoče poznam en koleg v Cambridgeu, ko da mogoče bi zanimal. In istočasno sem spoznal ženo, smo srečali prvič pod Prešernov kip v Ljubljani. In sem jo povabil na večerjo in ona je rekla, ne vem, če si boš dosti šarmanten za večerjo, ampak gremo na čaj. In sem rekel, da sem jo peljal na čaj. In sem bil dosti šarmanten, recimo, da smo potem šli na večerjo. Ampak vse je šlo v isti jesen, 2006, in sem rekel, ajde, bom selil, to ni prava beseda, ampak iz Cambridge v Univerzo v Ljubljani. To je bilo celo limonada. Sem cel doktorat pisal, več kot 1 let pred, da sem bil pravi študent v Univerzi v Ljubljani. Najprej je bilo nostrifikacija, to je beseda, da nisem sploh vedel, da obstaja. To je neki Habsburžani, komplicirana birokracija. Potem moraš čakati na senat, da najprej rečejo, da imaš dober naslov, potem čakaš 6 mesecev, da imaš dober abstrakt in sinopsis, potem čakaš 6 mesecev, potem lahko daš. Torej, jaz sem dal moj doktorat, mislim, par dni potem, da sem bil res študent. Ja, je bilo malo smešno. Ampak je šlo. Torej, vse na enkrat in je res spremenil življenje ta jesen. 2006 je bilo to, 2008 pa poroka. Takole. V Tunjicah.
Pošteno so se vas privoščili takrat domačini. Pripravili so mu namreč šrango, preprego. A poznate šrang, imate Ja. šrangi v Kranju, no, pa prav. Jaz vodim okoli Slovenije in velikokrat Slovenci ne vejo, kaj pa je to. To pa je škoda. Vejo, ampak mislim, da tako zelo pa se nobenega ne privoščijo, kakor so se vas. Kaj vse ste morali početi? Ja, to je bilo zelo zanimivo tudi za moje tujške goste, kdo Tuje niso goste. nič so, zmeraj rečem turške goste, pa niso turški. Jaz sem moral, glagoli mi bo zmanjkalo, ampak sekiranje, sekanje, sem moral sekati noge iz drevo, ta spodnji del drevesa, Ja. sem moral žagati, se ta staro žaga, da gre takole kot harmoniko. Noben prijel na drugi strani. Na drugi strani je Priča. bilo priča, kdo je suh španski odvetnik, kdo tudi ni imel pojma. Sem moral briti drevo, olupiti, obstaja kakšen, ne vem kako se reče ta, Ne vem, kako se reče. potegneš, pa obriješ Kako? šepsa, da koža iz drevo pade dol. Ja. Potem sem moral, Marija, Cepiti. cepiti, Ja. da je bolj oster in za Aha, za koso. Hvala lepa. Aha. Jaz moram memorizirati par besede, preden da imam nekaj Ja. predstavite. Ja, to, plus sem moral, je bilo partiranje, sem moral kupiti svojo ženo za najmanjša cena in je mal neroden, da moraš reči, koliko žena je za nič in tudi kar neki vas in kakšne ceste imate, ampak ona sliši, torej moraš, je tanka linija. In na koncu sem imel cel taktike, torej taktika je bilo, sem prinesel ta vodnik po Sloveniji in sem začel s napadom, najboljša obramba, dober napad. In sem rekel, jaz sem bral v te knjige, da v Sloveniji je tradicija, da vaščani morajo plačati, a se ne veste ženin, nikoli ne? Ženin. Da vaščani morajo plačati ženin, da bi vzel iz roke ta punca iz vasi. In jaz sem rekel, jaz ne grem v cerkvi, če ne me plačate 500 €. In so bili čist zmedeni. In to je bila taktika. In sem tudi imel dva Slovenci prijatelji, ki so bili priče in so rekli, ja, povsod Slovenije je na ta način, vi imate za zadnje par sto let čist nasprotno. Potem na koncu smo rekli, ajde, in sem plačal za ženo 312 €. In sem mislil, da to je kar dobra cena. Ne vem, to zdaj ugotavljate lahko. Ste? Ja, je že v redu. Ja, verjetno to je bilo, recimo, par sto let nazaj, to je bilo res pomembno, če ne poznaš ta dec, kdo hoče se poročiti z domačina, da moraš vedeti, da je dober lovec in žagar v te časi in tudi to je mogoče kakšna davka, da plačaš, da vzameš punca iz vasi. Ja, ker se jo čuvala, ne, Ja, za ampak vas. zdaj je malo drugačen, vzamejo ta denar in potem en teden po poroko zrihtajo eno zabavo v gostilni za te denar. Ampak pravzaprav, ko sem brala to, mi je bilo grozljivo, vi ste dali ogromno za obleko. A ja, to za ameriške tradicije, ja, da čim bolj fancy, če lahko, ampak verjetno, da ni bilo narejen za sekiranje. Jaz sem res, moj najljubši ameriški revija je Esquire in sem zmeraj hotel biti noter in zdaj sem pisal par članke za Esquire, ampak prvi, da sem pisal pismo za vprašanje, ker imajo svetovalec za moški dizajn in oblikovanje. In sem rekel, kaj je najboljši način dobiti prah iz sekiranja lesa iz moj fancy smoking. Vsaka stvar je za Je nekaj bilo v dobra. revije, ja, je bilo bolj eksotično vprašanje. No in potem sta z ženo celo živela v Ameriki nekaj časa, potem v Italiji. Ja, mi smo živeli v več državah skupaj. Po moje, ene 6 države smo živeli skupaj. Ja. In smo bili v 2009 v Ameriki, ker sem učil tam.
in potem smo bili več let v Italiji in smo selili v Sloveniji, takrat smo vedeli, da bomo imeli otroci. New Haven je pravzaprav za ameriške razmere majhno mesto. Ja, ni toliko velik, je 150,000 ljudje, za Ameriki ni toliko velik, in tudi Connecticut je bolj majhen zvezna država. Sem pa pogledala, to je lepo, zeleno mesto. Ja, je zelo podobno, recimo, slovenski teren. Imamo tudi več ali manj ista klima, isto, imamo zimo, imamo poletje in je čisto vmes med New York in Boston. In je res lepo, je znan kot rezidencialno zvezna država in velikokrat ljudje živijo tam in hodijo vsak dan v New York City v službo. Lahko reče, da je 40 minut na vlak. Do mesta manjše velikosti vam torej ustrezajo, da ste se preselili v Kamnik? Ja, najprej smo živeli v več mestah po pravici. Smo živeli v Ljubljani, tako smo živeli v Igu, da ima najbolj lušten ime med vsemi mesti, v kateri sem živel. Kako so prebivalci? Ja, sem slišal, da so težavne, ampak nisem imel nič izkušenj. Ne, kako se reče? Ja, Ižanci. Bravo, povejte, kako znam. Sem mislil, da si vprašal, ker sem znan, da so kar malo, veš. Nisem imel nič izkušenj. Ig je sam poznan za ženski zapor in medvedovi napad. In drugače noben ne pozna, ampak ima to presrčken ime, da mi to kar všeč. Torej, potem sta v Kamniku kupila hišo z ženo? Ja, to je bilo samo lansko let, drugače smo najeli za par let, ampak sem zmeraj mislil, da je luštno, tašča živi v vasu, da je 7,5 minut iz Kamnika, več ali manj. In jaz sem zmeraj vozil skozi Kamnik, redko sem ustal in sem mislil, da je malo bolj mesto duhov, ampak res ni, ful se dogaja, ful je luščen, jaz sem velik navijač za Kamnik, res je luštno mesto. Pravite tudi, da želite, da otroke vzgajate v manjšem mestu. Pa jih boste znali pravzaprav, ali jim boste znali sami privzgojiti tisto vašo samozavest, ameriško samozavest, ker po moje, da slovenske šole tega ne bodo dale. To je dobro vprašanje. To tudi nimam izkušnja, ampak sem slišal čisto povsod, da sploh srednješolski sistem in pri univerza ne dosti promovira entuziazem pri študiju. Ampak mislim, da je najbolj pomembno v najmlajši let, da se naučiš ta samozavest. In sem imel res srečo, da sem to imel, ampak to dobiš pri družini in tudi v vrtcu. In ne vem, kakšen so drugi vrtci, ampak mi smo našli takšen super vrtec, da ti dol pade. In je na Montessori način in sem zelo za ta stvar, ampak res ne se predstavljam boljška. In tudi jaz zmeraj gledam recimo kvalitete življenja in koliko košta. Recimo za Slovenci, kdo samo so živeli tukaj, mogoče cene so visoke, če živiš v tujini, so zelo v redu. Recimo imam prijateljica na Nizozemskem in ima vrtec in vsak otrok košta 1000 na mesec. In večino ljudi raje, da en staršek ostane doma, ker vse, da bi zaslužili za 2 otroka, da grejo na vrtec, bi vržil na vrtec. Torej, mi imamo res dober sistem in je lepo, da vlada toliko skrbi za državljane, da iz bivše socializem ostali stvari, da mi nimamo v Ameriki. V Ameriki imamo vse najboljše, da je mogoče, če si pripravljen plačati. Ampak vse je zelo drago. Torej, cenim, da cena je res fair tukaj. Greva na november. November je pravzaprav za vas en lep mesec. 2 praznika, 2 najljubša praznika vaša sta prav v tem mesecu, kaj ne? Eden od prej, eden zdaj. Od takrat, da sem živel v Sloveniji, moj najljubši praznik je 1. november, ampak ne poznam noben mrtev za obiskovati.
Jaz mislim, da je to lepo, ta tradicija od sveče v več barve. Ampak, da sem sedel sem, nisem vedel, zakaj gre. Sem videl Mercator, super lušne svečke v več barve in sem kupil za stanovanje. Ker sem mislil, da so atmosferične, sploh ta vijolična me ful všeč. Sem tudi kupil za mamico, za Božič enkrat in mi imamo dnevno sobo v Ameriki, ker nič ni mi pomenil. In prvi zmek, da sem imel s bodočo ženo, kdaj sem povabil na večerjo pri meni, sem hotel malo romantika, veste. In sem prižgal te sveče. In verjetno ona mi misli, da sem sirijski morilka ali pa butel ali pa obe. Ampak ni tekla stran, ampak je mislila, da je malo čuden. Ampak res je izjemno lepo in rad grem na Žala, kdaj niso nobene lučke električne, samo te svečke in je čist atmosferično in mi nimamo ta tradicije, to je res lepo. Pa zahvalni dan je tudi v novembru. Ja, zahvalni dan je moj najljubši praznik, tudi po moje za vse Američani, ima nobene vere zraven, sam hrano in zahvalnost, ajde, in puran, torej ne manjka, ampak Slovenci purani nekaj manjkajo, velikost. In mi imamo, ne vem, če jejo steroide ali kako, ampak v Severni Ameriki mi imamo konkretne purane, lahko 10 ljudje orom jejo, enega. Tukaj sem naročil, sploh nisem najdel cel puran na začetku, sem klical 4 mesarji, potem en sem najdel, sem bil čist navdušen, pridemo in je bilo manjše kot piščanc. In sem nujno klical taščo, da naj da filo v pečici, ker bomo rabili pomoč. To me je malo razočaralo, ampak to so malenkosti, drugače je ljudje. Kaj pa sicer menite o slovenski hrani? Kaj imate najraje? Jaz sem velik ljubitelj hrane in slovensko hrano je čisto super. Če vprašaš Slovenci, kateri slovensko hrano najrajši, ponavadi rečejo dunajski zrezki. In po imenu že veš, da to ni to Slovenci, ampak ali pa rečejo čevapi in tudi to ni čisto prav. No, jaz sem ljubitelj gibanico in potico in tak. Krvavice, pečenice, kislo zelje sem že spoznal, kisla repa nisem nič spoznal, ampak tudi sem pomagal Janez Bogataj, naš etnolog za hrano, s kakšno knjigo, tudi poletje, moje delo je bil pri Janez Bratovž, naš vrhunski kuhar in pomagam s naslednjo njegovo kuharsko knjigo in smo imeli super poletne potovanje. Mi smo bili skoraj en mesec vsak dan skupaj in mi smo potovali povsod Sloveniji, ker on je zbral 20, po njegov mnenju, najboljših slovenskih sestavin, čim bolj avtohtonski in tudi najljubši dobavitelji te sestavin, pri kateri on kupi za restauracije JB v Ljubljani. In mi smo obiskovali vsak. In jaz sem naredil intervju in sem pisal profil, ker te dobavitelji so res like iz roman, res zanimive in smo ful dobro jedli in sem spoznal kraj, da nisem vedel, da obstaja, recimo Jeruzalem. Jaz sem bil samo v Beltinci na Prekmurju, sem mislil, da Prekmurje je ravno. Potem en mi je rekel, da Jeruzalem je rik čez meje, ni v Prekmurje in če rečem v Jeruzalem, da smo v Prekmurju, bom dugo na gobec. Moram malo paziti. Ampak ne, super kraj, da drugače ne bi obiskoval. Pravite tudi, da življenje dam za pivo? Ja, ne nič narobe s dobrim pivom. Ja, in tudi, kadaj sem sedel, sta bila dva opcija, zelena pa rdeč. Ampak zdaj, čisto povsod imajo zelo dobre mikropivovarne, so skakali ven kot jurčki po dežju. In je to res dobre. V knjigi Slovenologija opiše moj gost cel kup teh malih pivovarn in to z našim, veste, da je Boštjan Gorenc Kranjčan? Jaz sem vedel, da je tukaj okoli, ja, to pa res, z Desnice, gimnazijo je delal tukaj v Kranju, z njim skupaj sta napisala in predstavila razna piva.
Zadnjič sem poskusila vašega najboljšega. Veste, katerega? Iz Kamnika. Ja. Ali Maligrad ali Majster. Maligrad. Soba zelo Maligrad? dobra. Ja. Se pravi, bolj grenka piva so vam všeč. Ja, važno je zanimivo. Mene pa Laško in Njon sta čisto v redu, ampak nimajo tok karakter. In torej jaz raj nekaj, da je bolj, ne vem, dramatičen na en stran ali kot drugi. Se pa na žganje kar dobro spoznate, če so vas dali v To komisijo, pa ne? tudi, ja. Povejte to doživetje. Moja prakašča je vaška prvakinja na šnops močerad. Mi rečemo močerad, da ste slišali to za šnops tekmovanje. To je bolj gorenjski. Če rečem to v drugi lokaciji v Sloveniji, me gledajo malo čuden. Ampak ja, ta domače žganje, recimo šnops, Američani ne pijemo sploh, ampak je tudi ilegalno narediti žganje doma v Ameriki. Torej, zato je tradicija tukaj mi kar všeč. Se pravi, so imeli v Tunicah mednarodno žirijo. To pa je res. Je bilo 8 vaščani in jaz, torej smo res mednarodni in smo imeli sodniške obleke in je bilo zelo dobro organizirano. Pa je, da je internacionalno način sodništvo za žganje pijače in mi smo imeli, mora biti bel sir, da tvoj palet pobrišeš med šlukanje in vse to. In je bilo res dobro organizirano. Torej, ja, to je en dobro dogajanje, da ni odprto za turisti ponavadi. No, pravite, da gledate na svet z rožnatimi očali, ampak mislim, da gledate kar realno. Sami ste napisali, da če bi bili ameriški pisatelji nekje v Parizu ali Londonu, vas še opazili ne bi. Ker ste pač v Sloveniji, ste nenavadni, pravite, da če bi hoteli uspeti tam, da bi morali delati kot črna živina. Ampak, gledajte, se tudi tukaj ogromno delate. Povejva še to, kaj vse pravzaprav počnete. Jaz nosim več klobukov, to pa je res. Glavno je odpisanje in učenje o kulturi in umetnostjo. Torej, sem profesor umetnosti v zgodovino, ampak živim od knjige, pišem knjige in sam en roman imam. Drugače, imam 12 knjige že v tisku in so vse zgodovinske, mi rečemo non-fiction, to pomeni prave zgodbe. In velikokrat pišem članke za časopise in revije, približno 8 do 10 na mesec pišem. Potem tudi delam druge stvari, recimo parkrat na let vodim televizijske oddaje. To je bilo v tujini prej, ampak soboto na RTV imam svoj prvo oddajo v Sloveniji. Recimo jaz vodim v angleščini, je v Plečnika in kako vidim Plečnik, to bo soboto večer na RTV1. Potem tudi pišem scenarij, to je nekaj bolj novo zame zadnjih par let. Sem bil na žirije za en filmski festival in vodim dogajanje kot to v knjižnici Kamnik in knjižnici Domžale. Vsak mesec v vsak lokaciji imam slavni slovenski gosti in pridemo in klepetamo in isto kot vi naredite s mano zdajle. In je ful zabavno, to je druga sezona in je že popularno dogajanje, torej mi všeč. Predavate tudi o kriminalu na področju umetnosti. To pa je, to je akademska specializacija, je kraj umetnin in ponaredki. Pa tudi pomagati plesirati naše knjige v tujini. Založbam. Ja, to pa tudi, vi veste boljše kot jaz, kaj sploh počnem. Jaz sem svetovalec za več let, za več slovenskih založbe, glavno Bellatrino, oziroma študentska založba, in tudi mladinska knjiga. In zmeraj imam slovenski pisatelji, kdo pomagam, kdaj rad bi imeli knjigo v anglofonski svet. Torej, jaz tudi uredim in lektoriram prevod iz slovenščine do angleščine ali profesori in pisatelji, ki so pisali v angleščine ne kot originalni jezika in tudi pomagam, da najdemo založbe. In to so meni ene 12 pisatelji pomagal do zdaj, to pa zmeraj tudi delam.
No, to sem omenila zaradi tega, ker je vaša knjiga Slovenologija na nek način tudi priročnik. Priročnik, kako ob pomanjkanju časa najti najbolj ustvarjalen delovnik. In vi prisegate na 2-urni delovnik. Ja, to je bilo nekaj posebnega. To je bilo, ker je bilo mus, kdaj sem imel prvi otrok, sem videl, da sigurno bo samo mogoče 2-urni dan, takrat otrok spi, da lahko res delam. Drugače upam, da je več, ampak včasih ni bilo. Torej sem na nov način uredil svoj delavni dnevnik in sem rezal moje delo v več koščkov, da lahko pogrizljam v 1-2-urni sesija, recimo. Torej, jaz sem dosti hitro pišem te članke, to je mogoče najlažji način, da pokažem. Jaz rabim približno 90 minut, da pišem članek, da je okoli 1000 besed, navaden članek. In potem še pol ure, da berem še enkrat, da uredim. In ne vem, če bojo nagrajeni, ampak so dosti dobro za uredniki. To so dobro za uženco, torej je v redu. In torej jaz recimo, če imam celo knjigo, v 2015 sem imel knjigo Ilustrirano zgodovino ponaredkov. In zato so bili 60 poglavje in vsak poglavje je bilo več manj kot en članek. Torej, jaz sem v svoj dnevniku naredil, kako se reče, tiste škatle za pokluknati, kvadratke za pokluknamo. Sem ubogala vaš nasvet, kvadratke poklukamo. Poklukamo kvadratke in jaz sem čisto rahlo neurotičen, in jaz imam dnevnik in ne morem obrniti listje, če moj kvadrati niso vse pokluknjeni. In torej sem naredil red, da bom vsak dan en članek oziroma okoli 1000 besedi pisal, potem po 60 dni je bilo gotov ta knjiga. Torej na ta način, ni vsak način delo lahko deluješ na ta način, ampak zame, če režem moje delo v več 2-urni koščki, potem je olajšanje. 2 deklice imate, ne? 2 deklici? Ja, to pa res. Eleonora in Izabela. In kako vidite slovenske očete in ameriške očete? Je razlika? Par dni nazaj na televiziji me je čisto presenetil na lep način, pa je, da statistično slovenski moški so največ časa s otrocami v Evropi in smo bili drugi mesto za nekaj drugega super lepo. Mi smo bili bolj malo za gospodinstvo, ampak to je že v redu. Ampak to mi je nekaj presenetilo. Ja, so drugačne navade, ampak mislim, da mlajša generacija je bolj kot Američani, je bolj mednarodno. Ta mlajša generacija je bolj enako v vsaki državi, mogoče so bolj stare navade, recimo, tudi odvisen od kod prehajaš, recimo ta ideja, da žena mora skrbiti za otroke in za hiše in kuhati, to je toliko staromodno za Američance za popizdati. To je bilo aktualno v 50-ih in v 60-ih to je bilo že, ti rečeš, da mi skuhati kosilo žena in dobiš hitro na gobec v Ameriku. In to mora biti čist 50-50 povsod, drugač nimaš šans. Ja. Lepo. Všeč mi je tudi to, da se v vaši knjigi lotite esejev in poveste Bobu Bob. Poveste, da je evropska ali pa bom rekla slovenska esejistika slaba. Da se mora pravzaprav bralec preveč truditi, da kaj razume. Jaz sem bil rahlo bolj politično. Jaz sem rekel, ali so evropejski esejci slaba, so vprašanje na koncu. Ne, jaz ne moram reči objektivno, da ena je boljša ali pa slabša, ampak jaz učim v Filofaks pisanje. In sem to za več let. In zmeraj vidim iste težave s pisatelji v ta, ni samo slovenski, ampak celo evropejski sistem.
In je res drugačen način, kako pišeš esej, sploh akademsko ali pa bolj mogoče filozofično. In najlažji način mogoče, če imam občutek, kdaj berem te slovenske eseje, ampak tudi povsod v Evropi, da pisatelj je začel s idejo, ampak nič ni naredil svoj red, mi rečemo outline. Ampak sam je sedel, začel tipkati okoli ta ideja kot spiral in so kakšne ful dobre stavke noter in ideje, ampak moraš sam najti. Potem na koncu nič ne poveš še enkrat, kaj je bilo poanta ta esej. Pa anglofonski svet to ni dober način pisanja. Ni popularno in anglofonski način, da vsak članek mora biti čim bolj simpel in jasno, da vse razumeš prvič, da bereš. In ta možnost, da pisatelj lahko piše o tudi kompliciranih stvari na čim bolj simpel in preprost način, je znak dober možgan in dober pisatelj. Anglofonci bojo brali esejo in če nekaj ne razumejo, nikoli ne mislijo, da so butli. Nikoli ne mislijo, ta pisatelj mora biti toliko bolj brihten kot jaz. Mislijo, ta pisatelj mora biti toliko neposoben, da ne morejo pisati na enostaven način. In je drugačen. Ampak sem slišal enkrat, en študentka je rekla pri doktorski študiji, da je dobila komentar od šef, da je bilo preveč zanimivo in da to je bilo sumljivo, da ni dost akademsko. In za me to je čisto glupen komentar, ker itak mora biti zanimivo, drugače zakaj bi bral. Ja. Hvalite pa Mazzinija. Ja, on je med moj najljubši pisatelji, on piše na ta bolj anglofonski način. On pove točno, kaj misli, prenavlja, kaj misli na koncu, da ni noben dvom in nič ne kompliciral za efekt kompliciranja. Jaz imam občutek včasih, da evropejski pisatelji rad komplicirajo, ker imajo občutek, da je bo bolj intelektualno zgleda. In da ni nič bolj intelektualno, da je bolj butasta zgleda, če ne moreš povedati tvoje ideje na jasen način, pa prosim ne me povej. Knjiga je izšla tudi v angleškem jeziku, ni pa čisto enaka. Ja, je malo drugačen, zato priporočam, da kupite najmanj 2 kopije. Mora biti zanimiva angleška. Ja, zanimiv je mogoče malo bolj zanimivo zaradi 20% teksta, da ni v slovenska verzija. Slovenska verzija ima par esejev, da niso v angleško verzijo, noben ne bo užaljen. Ampak recimo, jaz imam en cel esej, Kdo je Tina Maze. Verjetno, da ne rabite tečaj, Kdo je Tina Maze. Anglofonci rabijo, ker Američani sploh ne gledajo smučanje, v olimpijske igre skoraj ne. Po moje, da ne vejo, kdo je Lindsey Vonn, nimajo šans, da vejo, kdo je Tina Maze, ampak jaz sem pisal članek za revija Atlantic, takrat Tina Maze je imela ta najboljša sezono v zgodovino, moški ali ženski, in sem rekel, to splača zgleda. Torej, to je mogoče zanimivo, kako jaz predstavljam slovenske kulturne zvezde, sportne zvezde za ameriški oči, kdo nimajo pojma, ampak ni nujno, ker več ali manj Slovenci vejo, zakaj gre. Tudi sem imel vodnik po Sloveniji, če prideš sem za 1 noč, 3, 5 ali 7, kar priporočam, kdaj prijatelji pridejo. In verjetno, da ni nujno, da jaz priporočam, da greste na Velika planina. Ampak mogoče je tudi zanimivo, jaz imam tudi vodnik pro slovenski jedilni list. Verjetno, da veste, kaj je kokta in kaj je gibanica, ampak mogoče je zanimivo brati, kako jaz predstavljam. Recimo, kam ste jih še povabili razen na Bled? Vsaj eno tako zanimivo lokacijo. Ja, Hrastolje. To pa je ni ful svetovne kvalitetne umetnosti v Sloveniji. In to ni nič slab na slovenskem, sam vrhunsko umetnost v zgodovino je plačal kralji in baroni in kardinali in papeži in so manjkali tukaj malo. Torej mi imamo bolj malo ta res največje kakovost, ampak to pa je eno med vzorci, torej ta freski na Hrastolju.
Tudi Radolica, mislim, da je super krasno. Jaz ponavadi priporočam Kamnik, Škofja Loka in Radolica kot tri zelo lušne, sploh za turisti, kot razglednice stare meste za obiskovati. Velika planina tudi, ampak poletje se brat užem, imam ful več idej zdaj. Kakšna pa se vam zdi slovenska arhitektura? Je zanimivo, vsakdnevno arhitektura zame je zanimivo, ker skoraj vsak hišo je podobno zgleda. Ampak to zame je čudež, da Slovenci same zrihtajo hiše. To pa mi komaj šrafamo light bulbs v lukne, žarnice v lukne v Ameriki. Če kaj narobe gre, tako kličemo mojstri, ful preveč plačamo in smo upravičeni, da nič ne moramo narediti same in mojstri so čisto veseli. Ampak res, da ful Slovenci sam naredijo svojo hišo, sam žarnice omenijo, super. Za vsakdnevno arhitektura je razumljivo, da je skoraj vse je podobno, ker je lažje narediti, je malo cenej in je čisto v redu. Za me edin presenečenje je, da to hiše so podobne v arhitekturni stil in v materialu. Recimo v Ameriki ena cesta imaš leseno hišo, betonsko, opeko, imamo tudi plastične hiše, vsak hurikan gre v stran in moraš narediti na novo. Če govorim od visoka arhitektura, Plečnik je na čist svetovni nivo, on je res edin, ko je svetovni nivo, ampak arhitektura recimo v Ljubljani je zelo lušno in gradovi so mi všeč. Moderni arhitekture mogoče malo manj, ampak ni velik trg za to in niso velik plačalci, kdo želijo nekaj, da je ful na šponski način narejen. Torej imamo stvari, da so čisto v redu, ampak mogoče ni toliko divje. No, že sami ste omenili, da ste doktorirali iz Jožeta Plečnika. 2012 ste potem doktorirali na Ljubljanski fakulteti. Zdaj ste povedali, kako ste se odločili za to težko nalogo. Ampak s Petrom Krečičem pravzaprav sta se srečala že prej, zaradi Plečnika. Vi ste hoteli napisati en roman, v katerem bi imel Plečnik vlogo. Pa ste ga? Ja, jaz sem pisal in je v predalu. In če ena založba želi, jaz sem za. Mislim, da bi bilo zanimivo, ampak je 500 strani, torej kar konkretno za prevajalec. Ampak ja, to zmeraj, če nekaj raziskujem, mi zanima pisati zgodovinske članke ali pa knjigo, ampak tudi v obliku roman je tudi zame zabavno. Ampak razloga, da imam 12 knjig in samo en roman, je takole. Je dosti lažje živeti, če pišeš non-fiction, to so prave zgodbe in znanstvenost in zgodovino. Razloga je v anglofonski svet. Nikoli ne pišeš celo knjigo, preden imaš pogodbo. Pišeš ponudba, da je okoli 5 strani dolg plus en poglavje. A pa če si že znan pisatelj, ne rabiš poglavje. In jaz ne rabim ful časa, da pišem ponudba za zanimive ideje za knjigo. Potem pošljaš ali direkt v založbi ali pa pri literarni agent in prodajo cel knjigo samo okoli ponudba. Zato rečem, ponudba je bolj pomembna kot knjigo, ker celo investicija za založba ni samo denar, da boš dobil kot pisatelj, kot avansa, da vzameš čas za pisati knjigo, ampak tudi investicije za publicistke, za marketing. To je vse okoli ponudbe. Niso brali knjigo, ker ne obstaja. Nič ne pričakujejo, da pišeš. Sam to pišeš, potem dobiš pogodba in teoretično, tako gre s menoj, dobiš avansa, da dobijo pravice za ta bodoča knjiga in vzameš avansa in vzameš, se ta avansa lahko vzameš časa, pol leta ali pa ne vem kaj, za pisati knjigo. Torej je rikvrc. V romanu, svet roman, moraš cel roman pisati in upaš, da koga bo kupil in da bo plačal potem, da si že delal. Torej, moraš vzeti, ne vem, en let fraj, sam v upanje, da bo prodan. Je čist lažji način živeti
in vidite, zakaj pišem bolj na ta način. Če pišem 5 stran, potem pošljam, potem dobim denar, da vzamem čas za pisati knjigo in preden da končam ta knjigo, pišem ponudbo za naslednjo. In to je idealno, da je ta overlap, da nisi nikoli brez pogodbe in na ta način lahko živiš kot pisatelj in je bolj varno. Iz vaše doktorske dizertacije pa je nastala potem knjiga. Se pravi, 12. leta ste diplomirali, knjiga je pa išla letos. Ja, to pa je res. Večni arhitekt. Ja, to je biografija od Plečnika skozi njegovo delo. In to je rahlo zrihtan disertacija. In to ideja je prišla, ker Blaž Peršin, kdo je direktor Mestni muzej v Ljubljani, je vedel, da ne bo na trg, da je vedel knjigo od Plečnika in letos je Plečnikov let pri turizmu, da promovirajo Plečnika 2017. In on je rekel, da bi bilo super, če lahko naredimo malo drugačen knjigo Plečnika. Potem smo angažirali moji kolegi Luka in Valentina Novak, kdo vodijo založba Totaliteta in so tudi bili direktori založbe Vali Novak, da ne obstaja več, da so izdali Tatu Mednin. In so naredili super luštno knjigo, tekst je ok, ampak je super narejen in fotograf Matej Paternoster je slikal 5000 slike za izpolniti arhiv v Mestni muzej, ker je manjko ful detajlov Plečnikovo delo in med te 5000 so ene 200 v knjigi, zelo lepo narejen. Tudi v poletje je bilo razstava njegove slike Plečnikovo delo v Tivoli v Ljubljani. In tudi je super oblikovan, dizajn je bilo ful šponsko in nisem imel nič od tega, sem bil hvaležen, da je res lepo knjigo. In sem zelo ponosen, je dobil drugo mesto en teden nazaj za knjiga leta. In smo izgubili Boris Novak, kdo je rabil 25 let zapisati njegovo knjigo, torej kapo dol, odpustim, on lahko dobi. Precej časa že govorimo, samo še majčkeno. Morda o Plečniku. Veliko ste morali preštudirati. Kaj vas je pri Plečniku navdušilo? Kaj ste jim presenetilo? Ja, najbolj mi je bilo všeč, jaz vidim takoj kvalitete njegovo delo. Tudi če hodiš okoli center Ljubljane, nemogoče, da ne opaziš njegove objekte, ker on je res duh Ljubljane. In on je imel srečo, tudi Ljubljana je imel srečo v 1895, je bilo potres, da je rušil 15% Ljubljane. In on je bil pravo mesto, pravo časno, je tudi bil najbolj kvalitetni arhitekt te čase, ampak je bilo zanimivo sebe, je izgledal kot, ne vem, tibetanski guru ali pa nekaj, in je ful kultiviral ta estetika, guruski estetika. Je bilo zelo zanimivo in je bilo čisto unikatno. In zato je manj spoznan v tujini, ker ni se dotaknil na kakšne velik arhitekturni movement kot Siam pri modernizem, tudi ni začel nobena revolucija, je bil čisto unikaten, noben študent ni imel toliko kvalitete, ni mogel predaljšati njegov stil. In mi je fasciniral, ker je res genius loci v Ljubljani. To je njegovo mesto, ful več kot recimo Barcelona je Gaudijev mesto. In ta je zelo redko, da en arhitekt ima toliko dotik v eno mesto, mogoče Brazilija v Brazil, en arhitekt je čisto vse naredil, ampak to je edin druga, da poznam. Torej res smo imeli srečo in on je edin slovenski umetnik, da je res v najvišji kvalitete svetovno. Gotovo vam je prišlo na uho, da Slovenci želijo Plečnika, da postane svetnik. Ja, to sem slišal, ja. No, vi ste ga v tej vaši knjigi bolj kot njegovo delo ste predstavili njega v tej človeški razsežnosti. Kaj menite na tole? Ja, mislim, da je malo smešno, ne vem, zakaj je potreben. Če človek je daleč najboljši slovenski umetnik vseh časov, a to ni dosti.
tudi ne bo šlo, ker ni nobene čudež, da je naredil. Moraš en čudež v življenje, en čudež moraš zrihtati, da si že mrtev in človek moli zate in potem zrihtaš nov PlayStation, pa ne vem. Lahko, da je beatificiran, če niso čudeži. Ampak ne razumem, zakaj to je potrebno. Tudi je problem, če postaneš človek na stebru, preveč in si preveč spoštovan, potem ne moreš ga študirati, analizirati, pisati kritike. In potem je še enkrat mrtev, ker sam je ime, da noben ne sme dotikati. In to je škoda. Torej, zato jaz sem pisal čist drugačen način, bolj popularno biografsko, in jaz sem videl kot človek. In to je mogoče malo na drugačen način, ker Slovenci pisatelji so bili bolj, jaz bi rekel, skoraj preveč spoštovan za koga, kdo bi lahko študiral. Mislim, da smo prišli nekako do konca. Kaj bi nam kot Slovencem položili še na srce, preden končava z najnim pogovorom? Mislim, najbolj pomembno, da imam občutek, da ne veste, koliko ste super. Ampak res, kot ljudje, kot država, jaz nisem našel boljšega. In mogoče ste malo preveč skromni, glede na koliko ste super. To pa je edino za moj zadnji komentar. Hvala lepa za vaš čas. Morda samo še tole iskrico. Manca Košir je knjigo simpatično označila kot terapevtsko knjigo za zamorjene Slovence. In pravi, da bi bila lahko ta knjiga protokolarno darilo za tuje državnike. Toplo vam jo priporočam, če jo še niste prebrali, nasmejala vas bo, pokazala vam bo vašo deželo v mogoče lepši luči, kot jo vidite sami. Boste morali pa dolgo čakati na njo, na slovenologijo in na večnega arhitekta. Sama, ko sem se hotela pripraviti na pogovor, sem morala zaprositi knjižničarke za pomoč, za medknjižnično izposojo, kar je pa seveda krasno za avtorja. Torej, hvala dr. Noah Črni in naj vas življenje v Sloveniji še dolgo ne razočara. No, hvala lepa in hvala za pozornost.